Spoštovane gledalke in gledalci, prisrčno pozdravljeni v zadnji epizodi niza 8 načel celostnega zdravja. Vrstica iz Svetega pisma pravi, da je vse mogoče tistemu, ki veruje. O zaupanju v Boga in učinkih vere na naše zdravje bo z nami spregovoril magister Zmago Godina, predsednik Krščanske adventistične cerkve v Sloveniji ter urednik brezplačne revije Čili in zdravi. Ko govorimo o zdravju in skrbi zanj, svojo pozornost najpogosteje namenjamo telesnemu zdravju. Duševno in čustveno ugodje sta temi, o katerih premišljujemo in govorimo redkeje. Čeprav spodbojeni z izzivi sedanje zdravstvene in družbene krize, tudi tema trenutno namenjamo nekaj več pozornosti. Skoraj v celoti pa zanemarjamo še dva vidika celostnega zdravja, socialno in duhovno zdravje. In prav o teh bomo spregovorili danes. Rezultati različnih raziskav namreč pritrjujejo znatnemu vplivu obeh dejavnikov na posameznikovo zdravje. Socialno in duhovno zdravje imata več skupnih stičnih točk. Ključna beseda tako pri enem kot pri drugem pa je zaupanje. Kadar omenjamo socialno zdravje, imamo v mislih smiselne stike in odnose z drugimi ljudmi. Dobri medsebojni odnosi v družinskem ali prijateljskem krogu, sosedi in na delovnem mestu pozitivno vplivajo na naše telesno in duševno počutje. Med dokazanimi prednostmi, ki jih prinašajo, so več zadovoljstva, večje samospoštovanje, več empatije ter bolj zaupljivi in sodelujoči odnosi. Smiselni stiki z drugimi ljudmi zmanjšujejo občutek osamljenosti in posledično znižujejo tveganje za nesocialno vedenje, anksioznost, depresijo in samomor. Pozitivno vplivajo na vzorce spanja, znižujejo krvni tlak in stopnjo kortizola, ki je hormon stresa. Čvrsti, zdravi odnosi lahko pomagajo pri krepitvi imunskega sistema in pozitivno prispevajo k okrevanju po bolezni. Na splošno lahko rečemo, da obstajajo 3 vrste socialnih stikov, ki jih lahko tvorimo z drugimi ljudmi. Najprej so to intimni stiki, ki vključujejo ljudi, ki nas imajo radi in skrbijo za nas, kot so na primer člani naše družine in prijatelji. Potem so tu odnosni stiki z ljudmi, ki jih redno srečujemo in s katerimi imamo skupne interese, na primer sodelavci. In za konec še kolektivni stiki z ljudmi, ki skupaj z nami delijo pripadnost določeni skupini, kot je na primer društvo ali verska skupnost. Za dobro socialno zdravje potrebujemo smiselne stike na vseh omenjenih področjih. In zato je pomembno, da si prizadevamo za krepitev in izboljšanje obstoječih stikov in odnosov. Kako lahko to naredimo? Za prijatelje si je treba čas vzeti, se glasi refren znane Šifrerjeve pesmi. Povsem praktično to pomeni, da bomo svoj čas namenili različnim skupnim dejavnostim, kot so sodelovanje v prostovoljskih projektih, skupna rekreacija ali pa preprosto druženje v pogovoru. Prav tako pa obstajajo tudi različni načini za tvorbo novih odnosov. Te lahko gradimo tako, da začnemo pogovor z ljudmi, ki jih srečujemo vsak dan. Na primer, sosedi v bloku ali ljudmi v fitnesu, da se pridružimo kakšnemu društvu ali pa sodelujemo v lokalnih skupnostih in programih. Pristopi so lahko različni in zato je pomembno, da ugotovimo, kateri je učinkovit za nas. Bistvo socialnih stikov je, da svoj čas, svoje izkušnje in svoja doživetja delimo z drugimi ljudmi in da ti to isto delijo z nami. Oglejmo si še na kratko področje duhovnosti in religioznosti ter njunega vpliva na naše zdravje. Duhovnost zelo posplošeno razumemo kot osebno osredotočenost na nekaj ali nekoga večjega, kot smo mi sami, na sveto in transcendentno, skratka preseganje tuzemskega in materialnega. Po drugi strani pa s pojmom religioznost opisujemo sodelovanje v obredju organizirane religije, sprejemanje in ravnanje po sistemu verskih prepričanj, prav tako pa tudi pripadnost skupnosti istoverujočih. Ne glede na razlike v opredelitvi, lahko obe znatno prispevata k posameznikovemu telesnemu, čustvenemu, duševnemu in tudi socialnemu zdravju. To ni le trditev tistih, ki jo prakticiramo, ampak ugotovitev vedno večjega nabora znanstvenih raziskav z področja zdravja. Oglejmo si nekaj konkretnih primerov. Duhovnost in religiozna dejavnost na primer močno vplivata na dobro duševno zdravje, saj dokazano prispevata k pozitivni življenjski naravnanosti. To pomeni, da ima posameznik v življenju več upanja in povečani občutek za življenjski smisel. Verska pripadnost in redno sodelovanje na verskih srečanjih sta med najpogostejšimi razlogi,
ki jo ljudje navajajo za pojasnjevanje svojega zadovoljstva s socialnimi stiki, predvsem pa zakonskim in družinskim življenjem. Kot kažejo številne raziskave duhovnosti in religioznosti, ti vodita tudi do povečanega samospoštovanja in spoštovanja drugih in hkrati nudita več socialne podpore in povezanosti. Verska prepričanja, kot je na primer prepričanje o večnem življenju, dokazano zmanjšujejo negativne učinke stresa, še posebej tistega, ki je povezan z izzivi na delovnem mestu. Sodelovanje v skupnih verskih obredih zmanjšuje tveganje za depresijo, osamljenost, tesnobo in žalost, ter pozitivno vpliva na pripravljenost posameznika, da angažirano deluje v družbeni skupnosti. Duhovna podpora sovernikov v skupni molitvi in medsebojni povezanosti povečuje posameznikovo sposobnost za spopadanje z različnimi življenjskimi izzivi, ne le vsakdanjimi življenjskimi težavami, ampak tudi z velikimi življenjskimi tragedijami. Ljudje, ki se redno udeležujejo skupnih verskih dejavnosti in redno izvajajo osebne duhovne discipline, kot so na primer osebna molitev, branje svetega pisma in premišljevanje, imajo nižjo stopnjo smrtnosti ne glede na druge dejavnike tveganja. Čisto konkretno to pomeni, da verujoči ljudje, ki redno obiskujejo bogoslužna srečanja, povprečju živijo do 7 let dlje. Rezultati več kot 250 epidemioloških zdravstvenih študij pa kažejo, da dejavna duhovnost in religioznost zmanjšujeta verjetnost različnih zdravstvenih tveganj, kot so vnetja, kronične bolezni, srčno-žilna obolenja, sladkorna bolezen in celo rak. Hkrati pa je opazen tudi znaten pozitivni vpliv na imunski sistem in pa vpliv na znatno skrajšanje časa okrevanja po različnih boleznih. Najpomembnejši poti do teh zdravstvenih prednosti sta z verskim prepričanjem spodbujen zdrav življenjski slog, skratka vse to, o čemer je tekla beseda v prejšnjih oddajah, in pa socialna podporna mreža, ki je sestavni del pripadnosti skupnosti verujočih. Če tudi vi želite doživeti prej omenjene prednosti, ki jih prinašata duhovnost in religioznost, vas vabim, da vzamete v roke Sveto pismo, ga odprete in vsak dan berete. V njem boste namreč našli uporabne in delujoče nasvete za izboljšanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja. Predvsem pa boste na njegovih straneh spoznavali Boga, na katerega lahko preložite vsako svojo skrb. Boga, ki pozna vaše osebne pa tudi družbene stiske in vam pomaga pri soočanju z njimi. Prav tako pa vam daje upanje v njihovo pozitivno in dokončno rešitev ob drugem Kristusovem prihodu. Vse to vam bo pomagalo pri osvobajanju od notranje napetosti in vam prineslo duševni mir ter prispevalo k večji kakovosti ne le osebnega, ampak tudi življenja vaših najbližjih in celotne družbe. Več o Bogu in pristni veri vanj ter o poteh do boljšega telesnega in duhovnega zdravja lahko spoznate tudi v brezplačnih zdravstvenih tečajih in tečajih Svetega pisma, ki so vam na voljo na spletni strani, ki je izpisana na zaslonu. Naj bo vaša življenjska pot blagoslovljena z dobrim telesnim, duševnim, socialnim in duhovnim zdravjem. Hvala, da ste bili z nami. Verjamem, da smo v nizu oddaj 8 načel celostnega zdravja izvedeli veliko koristnih nasvetov in da smo jih pripravljeni uporabiti v svojih življenjih. Če nam še ne sledite na naši Facebook strani, vas vabim, da to naredite. Saj bomo v prihodnje objavili še več zanimivih vsebin. Prav tako pa ne pozabite naročiti brezplačne revije Čili in zdravi na naslovu, ki je izpisan na ekranu. Nasvidenje! Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.